Sobi naprej. Kateri dokazi so bili to? Ali je na videz popoln oče in mož res ubil svojo ženo, medtem ko so njihovi otroci spali v bližini? Caleb Flynn se je v ponedeljek vrnil na sodišče in sodnik je sprejel pomembno odločitev, ki bi lahko dokončno odgovorila na to vprašanje. Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Ko sem v zadnjih tednih spremljal zgodbo Caleba Flynna, sem razmišljal, kakšno bi bilo življenje pred zgodnjimi jutranjimi urami 16. februarja. Ni bilo tako dolgo nazaj, ko se je zdelo, da družina Flynn, vsaj navzven, živi takšno življenje, kot si ga večina ljudi želi, o katerem večina ljudi sanja. A zdaj je to resničnost Caleba Flynna, zaradi tega, kar naj bi storil. To je posnetek njega danes znova na sodišču v Ohaju. In v njegovem primeru je sodnik sprejel nekaj velikih odločitev, o katerih bomo govorili v trenutku. Zdaj pa osnove tega primera. In vsakič, ko Caleb Flynn pride na sodišče, ta primer dobiva več pozornosti, ker je zgodba res težko razumljiva. Iskreno povedano je tudi zelo srceparajoča. Caleb in Ashley Flynn sta v svojem mestu Tip City v Ohaju, severno od Daytona, vzgajala svoji dve mladi deklici. To je par, ki je bil dejaven v svoji cerkvi. Ashley je bila učiteljica na lokalni šoli. Prav tako je bila trenerka odbojkarske ekipe na osnovni šoli. Caleb je delal v podjetju za talne obloge. Bil je tudi vodja bogoslužja in igral v cerkveni skupini. Toda resničnost tega življenja ne obstaja več. Vse se je razbilo. In manj kot 2 meseca potem, ko so našli Ashleyno truplo, ustreljeno v hiši družine Flynn, medtem ko je Caleb hiperventiliral in trdil, da je to storil vsiljivec. Lahko bi izvedeli, ali je on tisti, ki je dejansko potegnil sprožilec, kot trdi policija. Zdaj, to je posnetek Caleba Flynna na sodišču v ponedeljek med predobravnavnim narokom. V priporu je od aretacije 19. februarja, torej 3 dni potem, ko je bila Ashley ubita. Na današnjem naroku je sodnik določil datum Calebovega sojenja. In kot kaže trenutno, se to sojenje hitro približuje. Preden se podamo v sodno dvorano in si ogledamo nekaj današnje drame, poglejmo, kaj smo izvedeli o primeru proti Calebu Flynnu. O moj bog. Miami County, 911. O moj bog. Nekdo je vlomil v moj dom. Nekdo je uničil moj dom. Ali so še vedno noter? Ne vem, prosim, oprostite. Prosim. Kaj vidiš? Moja žena je. 2-krat je ustreljeno v glavo. To je bil začetek nočne more, ki naj bi se zgodila v hiši Flynnovih 16. februarja. Bilo je okoli 2:30 zjutraj, ko je Caleb poklical policijo in kričal, da je nekdo vstopil v njihovo hišo in ustrelil njegovo ženo, Ashleyjo, kot je posebej povedal v klicu na številko 911. Rekel je, da je bila ustreljena 2-krat. Policija je nato pohitela do te hiše v mirni, slepi ulici v mestu Tip City v Ohaju. To sem preveril, prav tukaj. Nič drugega. V redu. V redu, si preverila? Si to preverila? Trenutno nihče drug ne vstopa sem. Pika. Ne, vsaka vrata enkrat. V redu. O moj bog. O moj bog. O moj bog. O. Moj bog. O moj bog. Zet, ali želiš sesti? Ne. V redu. Je odšla? Poglej me, zadihaj. Poglej me. Potrebujem, da dihaš, prav? Pridi in se dotakni moje ure. Kaj počne moja hči moje hčere? Prav zdaj. Zdaj potrebujem, da dihaš, prav? Imaš koga od družine, ki ga lahko pokličeš? Prav, kje imaš telefon? Želiš poklicati družino? Počakaj. Korej ga paziš? Ja. Da, samo ena oseba. O, tista vrata, tam so odprta. Tista zadnja vrata so odprta. Je zunaj svetlo, ker ne vidim. Je to omara? V redu.
Jay? A naj ga imamo? V redu, poglej to. Pazi. O ne, to je muka. Vidiš kaj krvi? Bom šla to urediti. Hej, nekdo ga opazuje. Nekdo mora paziti nanj. Ja, tukaj bom čez minuto. Danes nisem pripravljen veliko govoriti. Kje je on? Želiš, da pokličem? Pridi gor, če želiš. Ali so v tej hiši kakšna strelna orožja? Imam šibroko. V redu. Rekla sem v redu. Šibrovka, 22 in nekaj kot zračna puška. Imam pištolo v svojem tovornjaku. V redu. Predalčku za rokavice. V redu. V videoposnetku telesne kamere, ki ga je objavila policija, zameglijo, kar policisti vidijo, ko vstopijo v hišo Flinovih, vendar zvok ostane in lahko slišite, kaj govorijo. Policija trenutno samo poskuša zbrati dejstva, vendar lahko tudi vidite, da opazijo, da je sredinska konzola v vozilu odprta. Opazijo tudi, da so vrata v garaži odprta. Caleb pravi, da ima pištolo v predalčku za rokavice v svojem avtomobilu. Še vedno ni jasno, ali ima policija v tem primeru morilsko orožje. Policija, ko še naprej preiskuje hišo, vstopi v sobe, kjer se zdi, da hčerki Flynn še vedno spita. Sedi na kavč, prav? Lahko koga pokličem? Ja. Je to samosoba? Je to samosoba? V redu. RPA zahteva preverjanje. Rebeka Sean, še enkrat, ali lahko ostanem tukaj? Clear. On je pri oknu in pomaga. Kam je šel Corey? Katera soba je to? Čakaj. Dekle je v redu. Da, dekleta so v redu. V redu, dober si, Sadam. Počakaj. Ali pogledam svoje pošto? Ali koga pokličem? Počakaj, draga. O moj bog. Ali mu želiš dovoliti? Oh my god. Oh my god. O moj bog. Je kakšna tekma? Vsi! Ne morem. Je v moji hoji. Potrebujete stik? Stik. Želite skrbeti za sprehajalca psov? Mene? Sprehajalca psov si. Corey, ali mu želimo dovoliti, da pokliče kakšnega družinskega člana? Ali pa ne? Lahko pokliče družino, vendar ne smejo vstopiti v to hišo. Verjetno ne bi smel. Ja. V redu. Ja, obe dekleti sta bili, zbudili sta se, ko so vstopili.
O jazziju. Nočem vprašati, nočem ga zdaj spraševati. To je zabavno, to je v redu. Popolno. O moj bog. Sedi, draga, prav? Ostani sedeti. O moj bog, o moj bog, o moj bog. Oh, ljubim te. Ali mi lahko poveste njene podatke? Vem, da je to res težko, prav? Kako vam je ime? Caleb. Oprostite, v redu. O moj bog. Vse? O moj bog. O moj bog. O moj don. Lahko pokličeš družino, mimogredem. Samo ne smejo vstopiti v to hišo. Ne bodo se mogli približati hiši ali kaj takega. Poklical bom mamo. Moji starši živijo v Minnesoti. V redu, preden to narediš, mi lahko narediš uslugo? V redu, kako je ime in priimek? Policija je nato izklopila zvok. Zdi se, da so prikrili, kaj točno je Caleb povedal o svoji ženi in kaj naj bi se domnevno zgodilo v hiši. Caleb ni bil le na videz ljubeč oče in mož, ampak tudi precej uspešen glasbenik. In bil je tudi tekmovalec v 12. sezoni oddaje American Idol okoli leta 2014. Torej je nekdo, ki gre na audicijo, jo očitno navdušujoče opravi pred sodniki, kot je Simon Cowell, in dobi zlato vstopnico za Hollywood. Ni se prebil skozi naslednji krog, vendar je bil v oddaji dovolj izpostavljen, da so mu namenili kratek prispevek. In v tem prispevku so ga vprašali, naj se predstavi in pove, kdo je. Rekel je, da je samooklicani jokavček. Prav tako je moški, ki mu vera veliko pomeni. In postavili so mu vprašanje, kaj te dela edinstvenega? To je rekel, citiram, popolnoma obožujem Gospoda. Svojo ženo imam rad bolj kot karkoli. Je zelo, zelo lepa. Ljubim jo. Povedal je tudi, da ga je Ashley spodbudila, naj se vrne na audicijo, ker je očitno že prej poskusil. Prvič mu ni uspelo. Ampak ona mu je rekla, da naj gre nazaj in ponovno poskusi na audiciji. Glede na vse, kar do zdaj vemo o Calebu Flynnu, se je vsaj navzven zdelo, da je zadnja oseba, ki bi naredila kaj takega, kot je ubiti svojo ženo. Po približno 45 minutah v hiši na posnetku s telesno kamero vidimo, kako Caleb pride ven in se čustveno objame z nekom, ki je videti kot družinski član ali tesen prijatelj. Res ješ svojo pico. Oh, bog. Ne razumem. A potrebuješ ekipo, da pazi na te? Ja, prid sem. Si v redu? Te mora kdo paziti. A lahko kar to naredimo? Ne vem, kaj naj naredim. Tudi jaz ne vem, kaj naj naredim. Tudi jaz ne vem, kaj naj naredim. Sam ne bodi v šoku. Jaz sem v šoku. Ali želiš, da se usedeva na stopnice? Yep. Ja. Daj mu odejo.
Kdo je hodil tam zadaj? Kaj je to? Kdo je hodil tam zadaj? Namestnikam? Nihče od nas ni hodil tam zadaj? Ne. Nočete, da to storimo? Mislim, da ne. Hotel sem povedati psom tukaj zunaj. Šel sem k psom. Samo poslal sem jih naokrog, da to postavijo. Ne vem, morda je šel Colt postaviti trak. Ja. To bi bilo to. Ja, v redu. Edina izbira. Lahko bi pripeljal dron, ampak sploh ne veš, kaj iščeš. Slišal sem to. Jaz ga iščem, zmrznil sem. In potem sem stekel. In vrata so na stežaj odprta. In potem jaz... Kako dolgo si bil? Kako dolgo si bil tukaj, preden smo prišli? Približno 20 sekund. Ja, ne predolgo. V redu. Mislim, da sem videl vaše luči. Noben avto ni pripeljal ven. Ja. Nisem videl nobenih oreščkov. Počakaj, tudi jaz nisem ničesar videla. Pri prvem je nekdo prišel noter, videla sem, da je šel hiter in rekli so, naj me zadenejo z resničnim znakom na poti navzdol. Zato se nikogar ne bojim. Ja. Prvič te nisem mogel najti. No, tista zadnja stranska vrata so odprta. Še vedno so odprta. Ja, res je. Zdaj, v urah potem, ko je bila Ashley ubita, je policija povedala, da je njihova delovna teorija, da je šlo za vlom, ki se je končal s smrtjo. To je govoril tudi Caleb. Policija je prišla, v zrak so poslali drone, na terenu so imeli pse. Pravijo, da niso našli nobenih znakov vsiljivca. Ena stvar, ki jo opazite, ko gledate posnetek s telesne kamere, je, kako policisti ohranjajo zelo profesionalen pristop, čeprav je mož očitno histeričen zaradi tega, kar pravi, da se je zgodilo. Toda policisti, čeprav je Caleb zelo čustven, so vseeno nekoliko sumničavi glede njegove zgodbe. Ja. Tista zadnja vrata so odprta. Tam na strani so vrata. So odprta, torej... Ste pregledali območje garaže? Ja. Nismo. Tovornjak, sredinska konzola pri tovornjaku je odprta. In tam je rekel, da ima svojo pištolo. Torej... Ta oddaja. Žena. Tudi v isti sobi. Ja. V njeni posteli. V posteli. Hej. Nisem govoril z njim. Corey je tisti, ki je govoril z njim. Zdaj... Tukaj je posnetek telesne kamere policista, ki se pogovarja z reševalcem o tem, kaj je videl, ko je prispel na kraj dogodka. Vem, da nisi prepričan, če mi to poveš. Kako dolgo misliš, da je že bila mrtva? Ni dolgo, v redu. George bo ugotovil, zakaj za vraga, kje je. Prišli smo zaradi prijave o vlomu. Ja, predvidevam, ampak me našega. Ampak bodo lahko prišli do njenega telesa. V redu. Potem ti ne bodo mogli povedati časa. V redu. Ni mini low pet word. V zadnjem času razmišljam... Barva je bila še vedno. Dobra, v redu. V redu. To je velika stvar v izhodni sobi. To vidim na sebi. Ni mi treba dobiti imena v Databird. Lahko prideš kasneje na postajo. Ja, gremo po to. Lahko se tudi družimo. Ja. Če imaš prav, ja. Tudi mi bomo tukaj ostali, dokler ne pridejo detektivi. V redu. Torej... Ja. Policija ima očitno vprašanja, vendar pravijo, da je Caleb tako histeričen, da čakajo, da se pomiri in da pridejo detektivi. Tukaj je prijatelj, ki tolaži Caleba z odejo in postavlja vprašanja policiji. Naključje je, da me je ravno poklical. Ja, prijetno bi rekla. Pred približno 40 minutami. Tako se moti, če veš. Ona bo to naredila, rekla mi je, naj spim s koledarjem. O, bog, ne bi smel poslušati.
Zdaj na koncu je Caleb zavit v tisto odejo, pospremljan do policijskega avtomobila, kjer policisti pravijo, da je prostovoljno odšel na policijsko postajo, da bi odgovoril na nekaj vprašanj. Zdaj to je posnetek, na katerem Caleb prostovoljno daje svoj DNK policiji. Na tem posnetku s telesno kamero nimamo časovnih žigov, zato ne vemo, koliko ur po prihodu policije na Calebov dom se to dogaja. Opravičujem se, da vas poznavamo v takšnih okoliščinah, gospod. Še enkrat, lahko mi rečete Will. Kako vam je ime, gospod? Caleb? Caleb. V redu. Moji starši prihajajo iz drugega mesta kot moj telefon in vse ostalo. Poskušal bom vse urediti glede tega. In bomo videli, kaj lahko storimo, da jih čim prej dobite nazaj. Ampak žal je v tej situaciji za nas običajno, da zberemo vse. V redu. Odšel bom, ker imaš opravka z njim. Če boš kaj potreboval, samo... V redu. Prav. Zelo preprost postopek. Seveda, detektiv Morgan. Imam enega. Hvala. Nekako sem ti povedal. Torej, vzeli smo vzorce za kontaktno DNK s predmetov, ki so ostali v stanovanju. To bi te izločilo. Tako, če forenzični laboratorij to vidi in reče v redu, ne, to se ujema z lastnikom stanovanja, torej, ali pa se ne ujema. Zdaj imamo še en profil, moramo ugotoviti, kdo je to. Torej, s temi. Zelo preprosto je. Sterilno. Nova embalaža, torej, če samo odprete usta, potem pa jo ustavim in nekajkrat zavrtim po vaši notranji strani lica. Zdaj nimamo posnetka Calebovega zaslišanja. Zdi se, da je ta del primera, čeprav so objavili posnetek s telesne kamere, so prav zamolčane podrobnosti tiste, ki bi lahko odločilno vplivali na izid sojenja. Na podlagi sodnih zapisov vemo, da iz klica na številko 911 in posnetka s telesne kamere lahko razumemo njegovo plat zgodbe. Ampak kaj je še vedno glavno vprašanje na tej točki? Kateri dokazi so bili tisti, ki so policijo posebej spodbudili, da so rekli, da je Caleb Flynn domnevno tisti, ki je ubil svojo ženo? Zdaj ne vemo, ali obstaja domnevni motiv. Policija tega še ni javno navedla. O situaciji ne vem veliko, razen... Sliši se, kot da je šlo za upad v dom in nekaj slabega ali nekaj takega. V redu, naj hitro preverim pri detektivih, če to potrebujejo. Ne vem, če bi dejansko potrebovali tvoje boksarice. Če jih bodo, bom vprašal. Zdaj je tukaj trenutek, ko je Caleb aretiran. V redu, Caleb, hočem, da ostaneš. Stopi naprej. Kaj je to? Obrnite to navzven. Gospod. O tem tukaj ne bomo razpravljali. V redu, zaploskajte zame. Je Patrik pravic od tebe? Kaj je to? Lahko te Patrik pokliče. Nisem vedel, da je Patrik prosil za to. Torej, naj vprašanje. V redu, ja, stopili bomo v stik z njim. Sem ljuden, sodelujem. Torej. Ne bom odgovoril na vprašanje. A želiš, da ga hitro objavim? Zato prosim za ne veliko o tem. Tega. Prosim za to. Vprašanje, vedno. Gospod, imate kaj, kar bi me lahko zbodlo? Kakšne igle, ostri predmeti ali kaj podobnega? Nima niti dni. Lahko se malo vode dobite. Ne dajemo dobrih informacij. Imeli smo nenujni klic, potem pa sem dobil izdelek, ki je prispel. Sprostite roke za trenutek, gospod. Lahko na hitro razširite noge?
In ni jasno, kdo je tista oseba ob Calebu v čakalnici, vendar je to le še en primer nekoga, ki si preprosto ni mogel predstavljati, da bi bil on tisti, ki je ubil svojo ženo, kot trdi policija. Caleb je vklenjen in ga odpeljejo v okrožni zapor. Ko se je Caleb prvič pojavil na sodišču, ga je sodnik vprašal, ali želi kaj dodati, in to je tisto, kar je povedal. Ali mi želite kaj povedati o tem? Gospod, samo za svoji hčerki želim skrbeti. Ne predstavljam nevarnosti. Razumem, v redu. Sodišče bo v tem primeru odredilo splošno varščino v višini $2 milijonov, ki pokriva vse vaše obtožbe. Če boste v tem primeru plačali varščino, bo sodišče odredilo, da boste v hišnem priporu pod elektronskim nadzorom in pod nadzorom službe za nadzor pred sojenjem. Poleg tega bo sodišče odredilo, da ne smete imeti nobenega stika, neposredno ali posredno prek tretje osebe. Caleb je bil v zaporu od aretacije. Velika porota ga je obtožila skoraj ducata kaznivih dejanj v zvezi z Ashleyno smrtjo. Caleb se je izrekel za nedolžnega pri vseh 11 obtožbah, ki mu jih očitajo. Njegova varščina je bila določena na $3,5 milijona. Caleba obtožujejo težkega umora, poleg tega pa se sooča še s 3 drugimi obtožbami za umor v zvezi z Ashleyno smrtjo. Sooča se tudi z 2 obtožbama za hud napad, 3 obtožbami za prirejanje dokazov in 2 obtožbama za zastraševanje odvetnika, žrtve ali priče v kazenskem postopku. In še vedno ni jasno, koga naj bi Flynn zastraševal. Poleg tega so k tem obtožbam za umor dodani tudi očitki glede uporabe strelnega orožja. V sporočilu za javnost oblasti iz Tip Cityja so zapisali, citiram, če bo Flynn spoznan za krivega, bo odslužil dosmrtno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Smrtna kazen pa je še vedno v zakonodaji. V Ohiju je zakonita, vendar od leta 2018 ni bil nihče usmrčen. Flynn se je danes znova pojavil na sodišču zaradi predobravnavnega naroka, vsa dosedanja dokazna gradiva pa je tožilstvo že predalo obrambi. Izvedeli smo, da bodo morebitna dodatna dokazila zagotovljena, ko bo primer napredoval, pravijo. Nato je sodnik povedal, da je datum sojenja že določen. Gospod Maligan je v tem trenutku nakazal, da njegova stranka ne namerava vložiti odpovedi roka, zato je sodišče določilo datum sojenja. Ali to drži, gospod Maligan? Drži, vaša čast. V redu. Torej, na tej točki je bil datum sojenja določen za 28. april. To je torek. Sojenje bo trajalo 2 tedna in se bo začelo na ta datum ob 8:45 zjutraj. Poleg tega, če želi obramba ponovno razmisliti o vložitvi odpovedi pravici do hitrega sojenja, je sodišče to določilo za statusno konferenco 6. aprila ob 14. uri. In ta odpoved roka bo obravnavala posebne zahteve, ki jih je določilo sodišče. Torej bi bilo 28. april malo več kot 2 meseca, odkar naj bi Caleb Flynn domnevno ubil svojo ženo. Zdaj je možno, da bo na obravnavi 6. aprila obramba zahtevala več časa za pripravo primera Caleba Flynna, kar bi premaknilo datum sojenja nazaj. To je očitno zelo javno izpostavljen primer in obtožbe so neverjetno šokantne. Potem pa je tu še dokazno gradivo, kot je posnetek s telesne kamere. Imamo tudi klic na številko 911, ki je bil objavljen in je ta primer še naprej ohranjen v središču pozornosti, saj ga veliko ljudi želi spremljati. Hkrati pa obramba poskuša omejiti količino informacij, ki prihajajo v javnost, medtem ko se postopek nadaljuje. Prav tako smo tukaj zaradi obravnave predloga za prepoved razširjanja dokaznega gradiva ter morebitnih drugih dokazov, ki bi jih lahko predstavili v tem primeru. Odvetnica obrambe je to vložila šele prejšnji teden. Kolikor razumem, bi odvetnica rada to določila za nadaljnjo obravnavo. In o tem bomo razpravljali na statusni obravnavi, na statusni konferenci. In gospod Maligan, v tem trenutku bi vas prosila, da vložite predlog v zapisnik za preložitev današnje obravnave glede tega predloga na 6. april, kjer bomo določili dejansko obravnavo. Hvala, vaša čast. Cenim predvsem razpravo, ki smo imeli o tej zadevi. Drugič, cenim razumevanje, ki je bilo obravnavano. In cenim dejstvo, da je danes potrebna preložitev za vsaj en teden, dokler ne opravimo statusne konference, ki bi dejansko določila morebitni datum obravnave, če ga bomo potrebovali. Medtem bomo imeli interne pogovore in tudi zunaj pisarne o tej posebni zadevi. Hvala.
Torej, ali je to uradni predlog, gospod? Je, hvala. Hvala. Ali ima tožilstvo kakšen ugovor? Nobenega ugovora. V redu, sodišče bo zaradi utemeljenih razlogov odobrilo preložitev obravnave glede predloga za prepoved razširjene informacij. O tem bomo dodatno razpravljali 6. aprila na statusni konferenci. Med trajanjem tega predloga bo sodišče odvetnike pozvalo, naj ohranijo trenutno stanje glede nerazkritja in naj se vzdržijo kakršnega koli razkritja dokazov v tem primeru. Ali o tem govorijo, dokler to vprašanje ne bo rešeno? Odvetnica obrambe? Hvala, v redu. Gospod Watkins? Brez ugovora. Ali obstajajo še kakšna druga vprašanja, o katerih moramo razpravljati? Samo za zapisnik za današnjo obravnavo je bil upoštevan Marsonov zakon. Hvala. Gospod Maligan, še kaj? Ne, ampak hvala, sodnik. V redu, se vidimo 6. aprila ob 14. uri. Če ni ničesar več, smo zaključili. Torej, še enkrat, 6. april je naslednji pomemben datum v tem primeru, v katerem je vpleten Caleb Flynn in on ostaja za zapahi. In zdi se, da še naprej trdi, da je nedolžen glede obtožb, da je on tisti, ki je ustrelil in ubil svojo ženo. To je vse za primer, ki ga je predstavil Law and Crime. Naročite se na naš kanal na YouTubu in nas spremljajte na Spotifyju. Prav tako smo na voljo na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.